Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v športu. V tokratni oddaji ne bomo skakali, ampak bomo tekli na dolge proge. Z nami v studiu so v prvem delu in tudi potem v drugem delu sami ultramaratonci. Naš stari znanec Leon Cesnik. Leon, živjo. Dobar dan, živjo. Moj sošolec, prvič v studiu. Mi smo ti rekli Poldi, sicer pa Leopold Cencelj. Tako, Grozni. Leopold Grozni. A Grozni tudi, res? Osamljeni jezdec. Boš potem povedal, zakaj. Leon, takrat, ko prideš, največkrat govorimo o teku, ne čisto običajnem teku, tudi ne v teku po ravninah, ampak gori, doli, naokoli. In eden takšnih tekov je tudi Knapovski trail, ne? Ja. Ki se je zgodil kmalu po novem letu. 7. januarja letos smo že tretjič organizirali novoletni Knap trail. To je gorski tek na dolge razdalje. Bile so 3 razdalje, 20, 37 in 64 kilometrov. To je več, kot je bilo prvič, ne? Ja, ena proga je zdaj najdaljša 64 kilometrov. Srednja 37 je pa tukaj predvsem pomembno, koliko je višincev. Koliko je gori doli. Gori doli. Se pravi, na 64 km je bilo tega kar za 3400 metrov višinskih gor in 3400 metrov dol. Sej verjamem, da te številke razumejo bolj kot ne tisti, ki tečejo. Ne? Ja, tu si verjetno ljudje sam tečem, ampak si nekako ne predstavljam, kaj to pomeni. Bolj težko predstavljam, ampak tu je višina tako neko, ko bi šel iz železniške postaje 3,5 krat zaporedoma na Kum. Tuk višine je to, ne? Aha. S tem, da se k tej višini treba dodati še 64 dolžinskih kilometrov. Ne? Pa še veliko teka navzdol, ki je lahko tudi problematično. Ali pa še bolj kot navzdol. Še bolj, ja. Zdaj, kje se začne ponavadi ta tek? Zdaj, že drugo leto zapored je gostilna Brin naš gostitelj. Samo prvo leto je bilo na Podmeji, ampak smo potem zaradi pomankanja parkirnega prostora tu prestavili malo nižji v dolino, tudi zaradi zimskih razmer smo prestavili malo nižji v dolino in sedaj se že drugo leto zapored dobimo v gostilni Brin, kjer nam tudi kasneje skuhajo malico, postrežejo tekmovalce, ponudijo nam toplo zavetje. V glavnem lepo sodelujemo in so pravi. Tako. Ampak prej je pa treba vse to pripraviti, proge. Seveda, proge so speljane po naravnem okolju, ogromno je raznih poti, stezic, makadamskih cest in da tekmovalci vedo, kam teč, je treba vse te stvari označiti. Letos smo obesili okrog 2000 trakov. Tle bi mogoče omenil, da so nam nekaj trakov razni planinci prestavili. Zakaj? In je zaradi tega, verjetno zaradi objestnosti, nagajivosti. Verjetno je bila to objestnost, nagajivost ali pa se niti ne zavedajo, kaj so s tem storili. Ne? Morda koliko celo, prej jih pa postavljaš, se verjetno ne sam? Največ sva jih postavila s Srečkom, ki se nam pridruži, ki se kasneje pridruži. Predvsem zato, da sva sigurna, da je proga res označena, kot mora biti. Ne? Ampak še prej pa treba nekako traso zbrati. To je čez leto zbiraš, kako je to? Zdaj trase smo dodelovali vsa 3 leta. Prvo leto smo morali skrajšati progo, da ni šla preko Čemšeniške zaradi veliko snega. Potem naslednje leto smo sicer dodali gozdnik, ampak zopet so tekmovalci, ko so prišli v cilj, povedali, da je bil spust z gozdnika proti Lovski koči tako strm, nevaren, neugoden, da smo se sedaj 3. leto odločili še za 3. varianto. Letos nam je končno uspelo, da smo dodali gozdnik in Čemšeniško, ker so bili pogoji idealni, razen mraza, -9 stopinj. Tako da, ampak proga je bila suha, brez snega, brez ledu, se je dalo res uživati v naravi. Ne? Dan je bil sončen, vendar hladen, ni bilo vetra. Tako da sedaj imamo te 3 proge, tako da je res za vsakega nekaj strasirane in jih mislimo obdržati tudi vnaprej. Lahko
se sprehodiva skozi tisto najdaljšo, čez katere kraje gre, čez katere planine? Ja, seveda. Imaš to v glavi? Imam. Brez lista? Brez lista. Malo dlje bo trajalo, pa tudi, ko pripovedujem, kje pot potekajo, v bistvu vidim. Ne. Takoj od Brina, od gostilne se povzpne na Lizo, mimo domačije Jerman. Na Lizi zavije levo po gozdni cesti makadamski in po nekih 1000 metrih, 1500 metrih zavije desno po hrbtu Medvednice in Javorja na vrh Javorja. Z vrha Javorja se spusti na planino, čez vrh planine, na to se obrne, tu je bila okrepčevalnica v gostišču Planina, na to se obrne proti Vrhem po makadamski cesti, na Vrheh zaobide Kislico in na pol poti proti Gunatovi domačiji zavije desno na makadamsko cesto, ki nas pripelje na planinsko pot z Vranskega, ki pelje z Vranskega na Čemšeniško, ter se teče po serpentinah na vrh Čemšeniške, mimo Koče, kjer je spet okrepčevalnica. Nato se spusti čez Travnik proti Znojilom, skozi Znojile, čez tako imenovano Jelovico, da se pride na Čebine, mimo bivšega 1. junija na Planinsko vas, kjer je pri domačiji Tekavc okrepčevalnica. Tiste, ki je do tja prišel, je pretekal že koliko? Približno? Skoraj polovico. Okrog 30 km, 32 tam nekje. Nato se spusti v Gabrsko in se za bivšo Iskro povzpne proti Svinam, kjer je pri pekarni Lipa. To so Kupški, družina Kupšek, nam vsako leto odstopi prostor za naslednjo okrepčevalnico. Od same pekarne se zavije 500 metrov desno po asfaltni cesti in zavije preko Travnika v gozd. V bistvu se iz gozda pride na makadamsko cesto malo pod Vrharjem. Tukaj se potem razdelijo, najkrajša gre levo, daljši dve gresta desno, po makadamski cesti do vodnega zajetja, ki je sredi križišča. Nato se leva, se 37-kilometrska trasa odcepi levo, po poti NOB proti Travniku pod Mrzlico, najdaljša 64-kilometrska pa gre desno po cesti na Kal. Na Kalu imajo okrepčevalnico, tu so zelo aktivni tudi hrastniški navijači. No, ko se tu okrepčajo, jih čaka gozdnik. Skala tečejo proti Šmohorju, po planinski poti proti Šmohorju in kasneje zavijejo levo okrog pobočja gozdnika, čez sam vrh gozdnika in po markirani poti proti Pongracu. Spustijo se povsem v dolino v Pongrac, kjer se pride na planinsko pot, ki prihaja iz Savinjske doline na Mrzlico. In še zadnji vzpon iz Pongraca na Mrzlico preko Korenin, ki je res zahteven, sploh zato, ker so tekmovalci že utrujeni, ker imajo do cilja še nekje 10-12 kilometrov in je tudi vzpon precej strm. No, na sami Mrzlici je zopet kontrolna točka, okrepčevalnica, potem pa samo še ciljni šprint. In moram povedati, da sta tekmovalca, ki sta bila prvi in drugi, Toni Vencelj in Ivi Hrastovec, pritekla po 64 kilometrih v ciljnem šprintu z razliko 16-17 sekund. S časom približno? 6 ur 40 minut in 44 sekund je bil tekmovalec. Tu je recimo več kot 10 km na uro povprečno. In sta med tekom obiskala celotno Zasavje, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, torej 3 občine, pa mislim, da je še kakšno drugo občino? Tudi malenkost po občini Prebold. Prebold, ja. Tudi Vranska občina je bila zajeta. Še bolj pomembno se mi pa zdi, da so obiskovali vse planinske koče, vse planinske postojanke, da so spoznali planino, Kal, Čemšeniško planino, Mrzlico, kjer so se morali javiti, da smo jih obkljukali, da so tam res bili, dobili topel čaj, vročo juho, razno slano pecivo, da so lahko nadaljevali pot. Ti nisi tekel, ne? Ker si imel pač druge naloge. Jaz sem imel
kot organizator nalogo speljati vse 3 štarte. Prvi štart je bil ob 7 uri zjutraj, drugi štart je bil ob 8 uri in zadnji štart ob 10 uri. Kasneje pa sem imel tudi vse 3 podelitve v vseh kategorijah, moški, ženski, in to je cel dan dela in organizacije. Vmes sem skočil še v Pongrad po tekmovalca, ki je omagal, tako da dela dovolj cel dan. Dela dovolj. Goldi, kako si pa ti začel se sploh ukvarjati z tekom? Jaz se te spomnim, da si že takrat v osnovnošolskih letih bil eden tistih boljših tekačev, ne bom rekel najhitrejši, ampak zdržljiv. Ja, res je, Igor. Ko sem obiskoval osnovno šolo, imam tudi soseda, Ja. istega formata, kot je Satenšek Franc. In ne vem, morbiti je bil to vzrok, ko sva hodila delč do avtobusne postaje, ne? Včasih še celo do šole na Loke, ne? Ja, včasih celo do Brez šole na avtobusa. Loki, tako brez avtobusa, ne? In to mi, da so imela v Iz eno Klančiš? stran, ja, iz Klančiš. To je bilo 3-4 km v eno stran, ne? Po snegu, Pavčo, soncu, ja, dežju. ja, to so bile vremenske razmere takšne, podobne, pa zdaj na... Na srečo vas je kar nekaj bilo takrat iz tistega konca, ne? Ja, tako da je bila kar partija in smo uživali pač, ne, in pač takole nabiraš kilometre, ne. In si nabral kilometre. Ja, Potem si in pa malo vzdržljivost, prekinil, ne, prosim. Potem si pa malo prekinil, ko si začel delati Ja, kot udar. potem pride pa seveda tista nora leta, ko se srce zaljubi, pa to pozabiš laufati in pa žena, pa otroci in takrat sem bil jaz pač polno zaposlen. Oče mi je umrl in vse breme je padlo na mene, ker sem Na lastnik kmetije. In ko sem pa to prebrodil, sem se pa spet, ne vem, podal v te vode in začel sem ta prvo kolesariti leta Ne daleč 2007. nazaj. Ja, leta Daj. 2007 sem začel tako, pač ne vem, kupil sem vsem 4 članom, rečemo meni in še 2 otroka imam pa žen, sem kupil bicikle, ne, gorske kolesa in smo začeli. Sem mislil, da bo to malo potegnil, sam potegnil mene, ne, ostale 3 pa ne. Tako da je pri tem je ostalo, ne, jaz sem pa res intenzivno začel s tem se ukvarjati in zdaj... Je bila to sprostitev po napornem delu doma? Sigurno. Kjer me je videl, je rekel, pač ti si nor, ne, a nimaš dosti doma, cel dan sem delal. Sam, to je bilo meni nekaj za dušo, pa za srce in jaz sem res, takrat, ko je največ dela, rečemo silaža, pa to čez let, sem 3-krat sem zdaj osvojil Avzic, to je vzpon na Podmejo, od 15. aprila do 15. septembra sem imel vse vzpone, ne. In jaz sem to, ko sem nehal delati, se je velikokrat naredil, sem vzel lučko, šel na bicikl, pa sem se pelil, ne. Pa sem tudi prišel včasih tudi v 1:30 domov. Spomnim se enkrat na Mrzlec, ki je bil svetovno prvenstvo v nogometu, sem gor tekmo gledal, Slovenija-Anglija. Smo ti izgledali, še malo podebitirali tekmo, pa lučko šust na kolo pa domov. Sem prišel v 1:30. Pa zgodaj ostal potem. Seveda, pa jaz pa živali čakajo, ne? Ja, tako, da ni. Mislim, ni mi bilo problem. Ni ti bilo, ne? A potem se začel pa tudi teči počasi? Ja, in potem, ne vem, kako je bilo, dežurni krivc je Tomas Ivačič, ne. Me je pač spravil v športno društvo kot redež, tam sem še zdaj. Sam mi ni žal, nikoli mi ni žal, pa nikoli mi ne bo. Pa sem začel to teči, čeprav sem imel, ko sem bil še manjš, enkrat sem skočil s plate doma in sem imel skočni sklep na desni nogi zdrobljen. Sem imel tudi 3 mesece gips in mi ta noga včasih malo zateka. Tako da sem 2 leti nazaj, ko sem imel tisti Valentinov tek, ko je bil, koliko narediš kilometrov v 1 mesecu.
sem naredil februarja 280 km in po zaradi noge nisem, lahko bi še več, ne. Par dni pred iztekom meseca sem mogel nehati, ker mi je noga tukaj zatekla. No, sam zdaj gre pa na bolj, ne vem. Tako da verjetno bom to ukrepil in... Se telo nekako privadi. Ja, vse to je, poslušati moraš telo, ne. In dobro, nekaj je teč 10, 20, 30 km, nekaj pa je prvi maraton. Kako je šlo to pri tebi? Jaz maratona 42, če nisem tekel. Si pa več, ne? Ja, zdaj sem pa več, ja. Tako da danes sem verjetno dal prijavo za istrskega. Ker je v predprijav je malce ne. In bom oddal prijavo. Drugač pa... Torej si naredil preskok iz koliko največ pretečenih do zdaj, ko si pretekel to 64? 2 let nazaj smo tekli tek trojk. In to tudi je dežurni krivec Tomas Ivačič, pač me je povabil. Jaz sem pač v tem društvu, ne, športnem društvu, je rekel, 5 gremo, jaz Bolte, pa ti gremo po poteh okupirane Ljubljane, veste, kako se teče. Ja. Tek trojk. No in tam je bilo 2930 km. In to je bilo mi je bilo to. V kosi. Sam. Jaz po tem teki sem hodil 14 dni rikverc. No, dol nisem mogel. Sam od muskelfibra, čist. Tako. In takrat, če bi ga dobil jaz, Ivačiča, ne vem, kako bi bilo. Čist tako. Pač, evo te, in to sem jaz preživel in zdaj mi ni žal, ne, pač. In zdaj se mi zdi, da je Ivačič hodil rikverc po tem teku. Je tudi pretekel to daljšo razdaljo, ne? Je tekel, samo on je tekel z glavo, pa res tistim pač kup lahko. On je sam gledal, da bo bil je poškodovan. Tako, ja. Pa malo se je zredil, dodatne kile dobil, ne? Ja, ampak je zdržal. 2 poškodbe, je pa zdržal. Je prišel v limitu. Tako, ja. Kaj pa ti? 10. Ja, jaz sem pa štartu sem malo prehiter, jaz sem kar se zagnul za Venclem, pa za telem Ivico. Zmagati, ne? Ja, imel sem v glavi, ne, čisto realno nisem imel v glavi sem imel realno samo, da pridem skozi. In tako, imel sem čas, realen čas je bil moj 10 ur, ker me je 14 dni prej ena viroza pošlatala, drugače sem imel tam 8 pa pol. No in nazadnje je bilo 8 pa 22. Bruto čas, ne? Tako da jaz sem prav zadovoljen. Nič potem rikverc. Tako, no. Nič. To sem pa še bolj zadovoljen. Ni bilo nobenega fibra, samo to se polja, vete. Organizem mora početi malo. Se navad, ja. Pa morajo tudi malo početi. Si šel še potem teč malo? Ja, 2 dni potisnem, sem spet 10 ali 12. Vmes si pa doma cel teden počival, nič delal, ne? Aha, ne. Normalno. Se ne da. Ne. No, vidva sta po konstrukciji malce različna, pa tudi po prehrani. Ti si vegetarijanec, razlog za to je, ko si kužko Suzi, če se ne motim, potegnil iz zavetišča pred 5 leti, takrat je bil prelom. Tako, takrat sem se odločil, da ne bom po eni strani bil ljubitelj živali, po drugi strani bom pa živali, ki jih ubijajo, jedo, ne? To je edini razlog. Jaz nimam proti prehrani z mesom v bistvu nič. Če bi meso raslo na drevesi, bi ga jedel še danes, ne? Ampak da je treba pa zato biti v današnjem času žival, da jaz nekaj pojem, ne? Se mi pa zdi, da ni potrebno. Moralni razlogi to je. Moralni, ja, predvsem moralni. Je čisto kamot si se navadil na brezmesno hrano. Mislim, da sem poje kasneje skozi treninga, skozi tek, skozi počutje ugotovil, da je v bistvu za moj organizem celo boljši. Ker je regeneracija enkrat hitrejša, če sem prej rabil za regeneracijo 5 dni, zdaj v 2 dneh to vse telo regeneriram, lahko spet treniram, lahko več treniram, bolj treniram. Tako da, ne. Problem je mogoče mečkan sam v časi, ne? Ker če želiš kot vegetarijansko kar to kvaliteten živeti, si moraš pač skuhati stvari, ne? Da je res hrana okusna, dobra, ne? In znaš to, ti žena? Ja, ne, kuham v glavnem jaz, ne? Ja, to sem imel že iz
osnovne šole želijo biti kuhar, jaz sem si tudi želel iti v kuharsko šolo, ampak se je pol to malo drugače obrnilo vse, ne. Vse je kriva Suzi. Ja, ne, kriv je tudi, da nočem biti hinavc, ne. Nočem biti hinavc kot ljubitelj živali, ki jih jemlješ iz zavetiša, po drugi strani bom pa kur glavo odsekal, pa si jo spekel, ne. Ko pa je kura me vredna, ko pes. Ne? Je žena tudi vegetarijanka? Ja, Tanja je vegetarijanka že 22 let. Ne. In te je šele potem to premaknilo? Ja, v bistvu je to pride skozi življenje, pa skozi dogodke se to nekako samo v sebe pripelje. S tem, da mogoče je malo vplivala tudi moja bolezen črevesna, imam okvaro sluznice, ko že tako ni priporočljiv veliko mesa, ne. In je zdaj boljša? Zdaj je stanje, moram reči, da je odlično. In tudi pri teku te čisto nič novega, ne? Ne. Še vedno lahko tečeš ultramaratone. 100 milje zemljanem. Leon, lej, jaz pa sem še kar hinavec, še kar pojem kakšnega prašička. Nekateri rabijo malo več, nekateri pa malo ne bi manj, ne. znal spraviti na drugi svet. Na kmetih je pa to nekaj čisto običajnega, je treba, ne? Sigurno. Pa zdajle sploh. Zdajle je čas kolin, ne. Vegetarijanc nisi, ne? Tudi sem. Jem vso hrano, ne. Tako. Imam tudi rad vegetarijansko hrano, sigurno, ne. Tako da, ne vem, moj moto je vse, jej z glavo, mislim, po pamet, vsazga, pomal, ne. In pa znaš tudi po pameti trenirati, zdaj po tisti oteklini, pa po bolečih nogah, da se zdaj znaš kontrolirati, da rečeš, dobro, so ekstremni teki, tako kot je bil ta 64 km, pa se potem nekaj časa človek počiva, ne dela ekstremnih tekov. Se znaš tu ustaviti? Ja, mislim, da sem pač dobil ta feeling. Mal. Pa pač ga še dobivam. Da bo šlo še naprej. Tako. Ker To je naslednji cilj je Vipava 100. 100. Ja, bomo vedeli, to pa lepo počasne. Če bo šlo. Ja, pa če bo zdravje dopuščeno. Imaš ti kakšne kratkoročne cilje, poleg tega, da boš dolgoročno spet naslednjo leto med soorganizatorji, je pa soorganizator četrtega teka? Zdaj, kar se organizacije tiče, je 11. marca že 4. tradicionalni pohod po Knapovski pot. Knapovsko pot sem sam avtor, tudi vse organiziram, ni štartnine, je čist druženje, ni tekmovalno. To je 45-kilometrska pot po Zasavji, po Zasavskem hribovju, tudi objama vse 3 občine, ampak namen tega je druženje, veselje, spoznavanje tekmovalcev med sabo, teh tekačev, pa tudi, da se imaš časa kaj pogovoriti, da si lahko izmenjajo izkušnje. Ne vem, nekateri so bili v Grčiji na špartatloni, drugi so bili na balatoni, nekateri na ultramaratoni pod Mont Blancom, ne. In pa se te izkušnje izmenjujejo, pogovarjajo, na koncu malo pojemo, malo kaj spopijemo, lansko leto smo celo zaplesali, ne. Udeleženke dobijo nageljčke, tako en tak res prijeten vzdušje in druženje, ne. Lansko leto nas je bilo 42, upam, da nas bo letos še več. Pol 13. maja imamo v plani na planin en krog, tam je krog je okoli kilometer, 200 kilometer pa pol, iz približno 200 višinska razlika, 6 ur tega kroga, ne, in tak 6-urno tekmovanje, tu je 13. maja, 15. maja imam pa rojsten dan, tako da bom združil, ne, pa tako, ne, take stvari. Zdaj sam tek je pa tako, zdaj sama tekma, no, lani sem bil na Vipav, sem na 70 km odstopil zaradi mraza, ker enostavno se nisem mogel zmotivirati, da bi še 30 km tekel po tistem deževju in mrazi, ker vem, da mi ni potrebno nič dokazovati. In problem mi je zdaj za te res ultra preizkušnje motivacijo dobiti, da v takih pogojih ustrajam. Ne. Vmes pa pride še na kak naš humanitarni tek? Tisto vsekakor, tisto vedno. Navdarjanje. Ja, seveda, da je na par krogov odhrčkati, ne. Tisto vsakem preveri, to mora biti. Nam hrčkom pomagati malo. Tako, ker to je pa, jaz mislim, da mora biti človek vesel, pa ponosen, če lahko drugim ljudem pomaga.
sploh takim ljudem, ko so potrebni pomoči, pa ko pol vidiš, tako kot se je naredil pri Kristjani, da je ta pomoč res pomagala, da se je fant postavila na noge, da bo mogoče kdaj lahko celo samostojen. Tamara, ki se tudi postavlja tako, na noge. da bojo mogoče lahko ti ljudje, ko so bili odvisni od drugih, kdaj čisto samostojno zaživeli. Ne. To je res ena najlepša nagrada. Tudi če kakšen žulj, pa če kak noh gre. To sploh ni pomemben. Ja. Jaz upam, da tudi ti prideš na te naše zasavske humanitarne teke. Letos bomo verjetno samo enega organizirali, skupaj z Mitjem Duhom, pa seveda tudi Leon vedno pride. Veliko varnih, pretečenih kilometrov še. Bi še lahko kakšno rekli, bo še kdaj priložnost, ampak po kratkem filmu, prav iz tega teka Knap Traila, se nam bosta pridružila Srečko Deželjak in Jan Flis. Jaz bi se, če se lahko sam rad zahvalil vsem prostovoljcem, vsem ljudem, ko so sodelovali pri tem projekti, vsem planinskim kočam, ko so nam stopili nasprot, dovolili, da so tekmovalci bili noter, pa predvsem bi se rad gostilni Brin zahvalil za res toplo vzdušje, za odlično malico, da so vsi sit, pa vdžejan šli domov nasmejan, kljub -9 in naporom tistega dne. Najlepša hvala vsem. Uživite. Evo, takole je bilo na začetku, verjetno je bilo težje potem na koncu, verjetno ne, so bolj utrujeni bili potem. Ja, odvisno. Zdaj tisti, ki so prišli že v tem času zelo dobro pripravljeni, mogoče tudi ne, že prej je Leon omenil, da sta naprimer prvi pa drugi prišla v razliki 16 sekund, s tem, da so nekateri povedali, da je od zadnje postojanke na Mrzlici pa do cilja, ki je še enih dobrih 6 kilometrov, bil to boj na noši in je bil tek v bistvu takšen, kot ga je malo kdo sposoben, ne vem, v začetku nekje po ravnini, ne. Nekateri pa ja, nekateri so pa prišli precej utrujeni, premraženi predvsem, ampak prišli so pa vsi. Ja. Ja. In je tebe tudi kaj mikalo, zdaj si bil pri organizaciji bolj udeležen, da ni bilo časa? Ja, v bistvu mikalo me je zelo, tudi sam še v bistvu dosti tečem, ampak sreča je bila ta, da je bilo potrebno vse pripraviti, da smo z Leonom bila dejansko skoraj cel teden pred tekmo na terenu, da so vse prehodila, vse prekontrolirala, postavila vse trakove. Tako da v bistvu je bil to en del, ki je bil tudi zame, za mojo dušo, ne, da sem jaz lahko bil v naravi, da sem zraven naredil kvalitetne treninge. Je pa dejansko toliko dela pri organizaciji, pa takšna odgovornost, da na svoji tekmi v bistvu, če lahko rečem to, moje tekmo, ne moreš v bistvu tekmovati, ker moraš biti 100% skoncentriran na zadeve, kako potekajo, en kup ljudi je, veliko število tekmovalcev, marsikaj se lahko zgodi in moraš biti dejansko prisoten tam nekje v bližini, da lahko. Koliko pa jih je prišlo na samo tekmovanje? Vse skupaj je bilo prijavljenih okrog 140 tekmovalcev na vseh 3 razdaljah, bom rekel, da kar tako nekako enakomerno porazdeljeni med dolgo, sredinsko pa med kratko. Se pravi, tam nekje okrog med 35 pa med 40 na posamezno razdaljo. Dejansko jih je pa potem v bistvu štartala sta 102 tekmovalca, 101 tekmovalc na vseh 3 razdaljah so pa tudi z progo končali, se pravi, samo eden na ta dolgi razdalji je nekako se odločil, da pač ne bo dokončal dirke in smo ga, kot je želel, omenil, šli iskat in ga pripeljali potem v cilj. Zadnjih, ne vem, 10-12 km mu je ostalo. Tako da, ostali so pa tekmo končali. Se pravi, 101 tekmovalc je končal tekmo. V nadaljevanju bova kakšno rekla še o finančnem vložku, ki je potreben, da se to nekako spelje. Jan Flis, ti si najmlajši med nami tu v tej ekipi in kar presenetljivo tudi med najmlajšimi, lahko rečemo, ultramaratonci. Dopolnil si koliko? 18 let. 18 let in že kar ultramaratonec. To je
Ne vem, če je veliko tvojih vrstnikov ultramaratoncev, kaj? Ne poznam Ne nobenega. poznaš nobenega? Ne. Zakaj? Kako? Ne vem pač. To so res take razdalje, za katere moraš biti res zelo pripravljen. Glava pa telo morata biti usklajena. In kako, da si ti v to padel? Nekaj časa sem spremljal Anžeta Česna in Iztoka Deželaka in sem rekel, pa probimo, ne. In na prvo je bil maraton, Ampak najprej je bilo 10 km, ne? to ja, 10 km, Pa 20. ni šlo čisto kamot, ne? Ne, s prvim maratonom sem imel kar težave. Isto, tako kot je rekel Leopold prej, on po 30-ih, jaz po 40-ih nisem mogel isto hoditi neki cajta. Potem je prišla, potem sem pa zasledil glas za Vipavo, 100 km. Kar. Ja, pol leta sem imel časa, da se pripravim in sem, Kako si se pripravljal? Si šel po knjigah, si šel po napotkih, navodilih teh prekaljenih ultramaratoncev ali kar po srcu svojem? večinoma sem tekel, po občutku. To je 20 km na dan, včasih manj, včasih tudi več, 30, 40, kolikor je šlo. In si naklepal kar veliko kilometrov do Ja. tistega, si kje počival pred samim podvigom v Vipavi? Ja, en teden Čisto? počitka. Čisto. Ja, In je šlo? šlo. Čeprav so bili res vremenski pogoji ekstremni, mraz, dež, na nanosu je bil tudi veter, burja. Tam jih je tudi večinoma odstopil, veliko tekmovalcev. Ampak sam sem rekel, da grem do konca, pa tudi če me pobere kje vmes. Ampak sem prišel na konec. Je bilo vmes veliko krize? Ja. Predvsem Tako- težave tudi s kolenom na 50 km, potem pa še okoli 70 km je pa glava popustila, sem tudi padel v jok pač. Ne vem zakaj, ampak nekod sem se pol sestavil in sem nadaljeval Sam si se sestavil, ali Ja. te kdo v progi sam. sam. Kaj pa tista bolečina v kolenu, kaj je nehala? Ni. Skozi sem jo čutil, ampak sem jo odmislil, se navadiš. Se da? Ja. Ni pa bila tako huda, da bi ti čisto zaštekalo. Ne, na srečo ne. Kaj pa potem, naslednji dan? So pa bili problemi. Kakšni? Koleno, pač noge so res bolele, žuli tudi. Zateče na koleno? Ja, Si šel kaj potem k zdravniku, kaj pogledati? Ne? ne. Se je kar poglihalo? Po enem tednu regeneracije je bilo v redu in sem lahko normalno nadaljeval naprej. Si se kaj pogovarjal z ultramaratonci, zakaj pride do tega? Niti ne. Niti Pač ne. zaradi napora tazga. 20 ur sem res tekel, bil po koncu. Po koncu sem tudi rabil zdravniško pomoč pač na cilju, ko me je zmanjkalo za nekaj trenutkov in Premalo vode, premalo izčrpanost. izčrpanost. Ja. Kako si šel pa domov? Z očetom. Oče me je tudi spremljal ob celi progi in me tudi na koncu peljal domov, sam se ne bi bil sposoben voziti avta. Ti je kaj on vmes dejal? Tudi. Fant, nehaj. A ne, Ne, to pa ne. Ko sem na nanosu tudi sam rekel, da bi odstopil, ne, je rekel, zdaj pa nehaj, 13 km še imaš do konca, zdaj greš do konca. In sem šel. Čeprav se je verjetno potem kar malo preplašil, ne, v cilju, Ja, je bilo kar ja. da ni že storil kakšne napake. Zdaj, a si imel kdaj prej kakšno poškodbo kolena, da si kaj o tem razmišljal, zakaj? Ja, pred Vipavo, pač med treningi sem tudi čutil včasih bolečino, ampak sem pol tek zamenjal za plavanje ali pa kolo in si to nekaj umiril. Zdaj se je pa to čisto umirilo? Ja, Zdaj si šel pa na 20, ne? ne, na 64. Se mi kar zdi. Ne? In to je pa težja kot vipavska zadeva. Bi rekel, da je težja predvsem zaradi višinske razlike take, na taki dolžini Tudi zaradi mraza, kaj bolj. tudi. Si imel rokavice Ja, pod kapo? ne. Ne. Normalno oblečen. Odprta usta. Ja, In si tudi naslednji dan potem normalno govoril.
Tudi, ja. Edini pač noge so bile, Mal out. ja, 2-3 dni, ampak zdaj normalno. Je bilo vmes kaj razmišljanja, da bo treba prenehati? Ne, Ne. Si tekmoval sam s sabo ali tudi z nasprotniki? tudi za sprotniki. Šel sem na čim boljši rezultat in ko je bilo že res težko, tam okoli 40 km, sem zvedel, da je bilo diskvalificiranih 5 tekmovalcev, Zakaj? ker niso, So petrigali? niso šli na Čenšeniško planino, Aha. niso se tam pač Štempljali? ja, in so jo obšli in so jih diskvalificirali, tako da sem tam bil na 9. mestu, sem pa pristal in sem rekel, zdaj grem do konca, s čim boljšem, kolikor bo šlo. In sem tudi na zadnjem spustu iz mrzlice prihitev 4 tekmovalce in sem pristal na 5. mestu. To pa je zelo lep uspeh, ne? Ja, Si bil daleč, verjetno najmlajši. ja, najmlajši, na 64. Kakšni so tvoji načrti, glede na to, da si res še zelo mlad, povezani s tem športom? Pa slišal sem, da tudi plavaš, da tudi kolesariš, kaj je Ja. tu v zvezi s triatlonom? V zvezi s triatlonom imam neko željo Ironman, ga dati čez, vendar prvotni cilj mi je UTMB, to je tekmo okoli Mont Blanca, 165-170 km, tam postaviti čim boljšo uvrstitev. Celo, če bi se dalo stopničke, priti prvi v cilj. Kaj pa financiranje? Verjetno se bo taki podvigi začeli postati dragi, ne? Ja, predvsem štartnine in oprema. Z opremo mi zdaj na pomoč priskočil Factory Store, tako da imam od njih tudi sponzorsko pomoč. Kaj, opremo, copate, Oprema, oblačila, oblačila. ja, in športna prehrana. Si dolgo iskal primerno obutev? Ja, Imaš kaj problemov z nohti? Navzdol je včasih kar malo problem. Imaš večjo številko? ne, normalno številko, tako kot imam, pač številko večje, morajo biti. Samo številko večjo. Ja, Ker noga malce zateče, to je Ja. definitivno. Ne? Jaz imam 2 številki in se je zdaj vse uredilo. meni je že 2 številke preveč. Ja. Noga preveč pleše noter. To je pa res. In na takih dolgih ni fajn, ko prste skozi, ko sem pa kesa noga voz. No, jaz pa Vsaj za mene. prvih 10 km pretečenih se malce spotikam, ampak potem se pa človek navadi, ne, ker so malce daljše stopala. Si imel ti kdaj kaj težav z opremo, da si našel pravilno obutev? Zdaj nekateri iz tega delajo skoraj da filozofijo. Ne? Ja, res je, tukaj pri obutvi je kar dosti velika ponudba, različne teorije so, različne prakse in tudi jaz sam sem kar nekaj časa v bistvu preskušal, ko je tisto, kar je najbolj optimalno. Ne vem, že kar nekaj časa nazaj, po moje, kar kakšnih dobrih 5 let, sem celo nekaj časa tekel, predvsem za treninge, dost popolnoma bos, se pravi sploh brez obutve. Takrat sem tudi spremenil obutev iz blažene v čim manj blaženo, se pravi v minimalistično obutev. In sem ugotovil, da mi dejansko takšna oprema bolj ustreza kot pa blažena obutev. Se pravi, še zdaj tečem v minimalistični obutvi. Čutiš vsak kamen? Čim manj blaženo. Ja, res je, da se mogoče čutijo bolj kamni, ne? Ampak je pa res, da te takšna obutev potem tudi navaja na ta bolj pravilen, naraven korak. Blažena obutev definitivno navaja na to, da bolj pristaješ v bistvu na peto, se pravi na zadnji del stopala, ne? Kjer pa narava ni poskrbela za takšno amortizacijo sile, ki nastane med udarcem telesa ob tla, ne? In se v bistvu ta sila potem prenaša v gležnje, v kolena, v kolke, v hrbtenico in velikokrat zaradi tega pride do poškodb. Če imaš manj blaženo obutev, si prisiljen zaradi tega, ker dejansko več potem ni možno, ker čutiš bolečino tisto konkretno že takoj, ne, si prisiljen pristajati bolj na srednji del oziroma na sprednji del, na prste, ne.
In tukaj, ne, če že malenkost tako lahko pokažemo na roki, ne, v tem delu, ne, isto na nogi je en kup enih vezi, tkiv, mišic, ki v bistvu amortizirajo, ki ublažijo ta udarec. Pri peti manj. Ja, pri peti manj in v bistvu se te sile ne prenašajo potem gor po telesu, posledično tudi manj poškodb. To je moja ugotovitev. Zdaj, vsak tekač mora najti po svoje, kaj mu ustreza. Nekateri pač ne morejo zaradi, ne vem, raznih deformacij, takšnih in drugačnih, potrebujejo celo dodatne vložke, dodatno blaženje. Jaz pri sebi sem pač ugotovil čim manj blaženja, oziroma če so že blaženi copati, potem je zelo pomembno pri meni, da ni razlike med blaženjem v sprednjem delu in v zadnjem delu. Se pravi, da nimajo paca, ne? Ker nekateri copati pač imajo v bistvu 5 nedele bolj blažene in so lahko tudi za centimeter višji, kot pa so v bistvu, kot pa so copati na sprednjem delu. Tako da to je to. Hrana, si vegetarijanec? Ne, vegetarijanec nisem, je pa res, da... Si hinavec? Ja, lahko rečem temu, da sem hinavec, ne bom se zdaj spustil v razlaganje takšno, kot je imel Leon. V bistvu se pa umikam oziroma ne uporabljam nobene dodatne športne prehrane. To, kar je danes zelo popularno, razni dodatki, takšni in drugačni, tudi navadnih gelov, ki mogoče niti niso ne vem kako kemično pripravljeni, jih ne uporabljam, jem čisto navadno hrano, jem vse. Včasih tudi Coca-Cola prav pride. Ja, tako kot je rekel Leopold prej, ne, držim se nekako načela vsega po malem. Pa nič preveč. Čim manj pa v bistvu neke predelane industrijske kemične hrane, to pa res poskušam se čim bolj izogibati. Edin, kar delaš preveč, je, da včasih preveč kilometrov pretečeš naenkrat, ne? Ja, recimo, ja. Tako je, ne? Verjetno nismo narejeni vedno za 100 km, ne? Ja, odvisno. No. Nekateri v bistvu to lažje, nekateri malenkost težje. Vsekakor neka fizična pripravljenost mora biti, natrenirati moraš vezi, natrenirati moraš sklepe, nekaj kilometrov je potrebno narediti, ampak če govorimo potem o ultrah, ne, tudi prej, je Jan povedal, ne, je v bistvu pri teh naporih, ne, zelo pomemben faktor v bistvu tvoja skoncentriranost, bom rekel glava, ne, tvoja odločitev, ali boš to naredil, ali boš šel čez bolečino. Še takšna glava brez treninga, ne? Ne, se pravim, določena fizična pripravljenost mora biti. Sklepe moraš ojačati, vezi moraš ojačati, mišice morajo biti navajene na večji napor, ne, ampak pri teh razdaljah, pa pri teh višincih, sploh zdaj, ko govorimo o gorskih tekih, pridejo krize, pridejo bolečine, pridejo težave, tudi zjoka se lahko, ker je bilo tudi že povedano danes, in če tukaj glava ne odreagira, če ne naredi tiste svoje vloge, ne boš videl cilja. Ja, adijo cilj, ne? Ja. Ali pa te prinesejo. Tako. Glede na to, da si res mlad, ne, verjetno nisi na čokolinu. Ne. Si tudi na meso. Ja, jem vse. Zaenkrat ješ vse. Kaj drugače, s kakšnimi prehranskimi dopolnili si kaj pomagaš? Ja, uporabljam gele, pač med treningom in tekvami, energijske čokoladice in izotonične napitke. Mogoče si kdaj poskusil tudi si pomagati, če je bila kriza s Coca-Colo? Tudi. Uporabljam tudi... Zanimivo, pomaga, ne? Ja. Pa predvsem sem ugotovil, da mi tudi pomaga med dolgimi napori spirulina, so take alge, in zmešana z magnezijevim kloridom, ki preprečuje krče. Aha. Okusni najboljši, sam takrat je treba. Kje se dobi? Ja, v lekarnah. V lekarnah. V lekarnah. Spirulina pa vsaka trgovina ima. Tako da, ja. Če kdo rabi, ne? Prej uvodoma smo dejali, da je to kar verjetno tudi finančni zalogaj, da se vse skupaj organizira, govorimo o tem knapovski dirki, ne? Dirki na dolge proge, ne? Kdo pomaga? V bistvu, ja, dejansko pride celotna zadeva, ne, ko imaš enkrat okrog 150 tekmovalcev, tako kot jih imamo mi, ne, tudi finančno potem kar zahtevna stvar, potrebno je v bistvu tiste osnovne stvari, ki jih pač takšne tekme
nekako narekujejo priskrbeti, se pravi nek štartni paket, neke malenkosti pozornosti za tekmovalce, ki plačajo štartnino. Treba je priskrbeti neke nagrade za najboljše tekmovalce v kategorijah na 3 razdaljah. Tisto, kar je pa največ, moraš biti pa pripravljen, da lahko dejansko na vseh okrepčevalnicah, ki jih je letos bilo 7, dejansko zagotoviš, da imajo tekmovalci tisto, kar si v bistvu zaželijo. Spravi že vnaprej, mi imamo vsi itak sami dovolj izkušen, da vemo, kaj tekmovalci jejo, kaj pričakujejo, da bo. Potrebno je vso to robo pripraviti, zvoziti tja, razdeliti, jim pomagati in tako naprej. Tako da v bistvu tukaj potem, če potegnemo ta strošek, je dejansko lahko kar visok. Tako da so nam za oskrbo na okrepčevalnicah letos pomagali sponzorji, in sicer tako porazdeljeno podjetje Tuš iz Celja, občina Zagorje, ki je pokrila okrepčevalnico na Čemšeniški planini, občina Hrastnik, ki je pokrila okrepčevalnico na Kalu. Tako da v bistvu, kar se tega tiče, smo bili deležni njihove pomoči za nagrade, in pa za ostale malenkosti so nam pa potem pomagali še sponzorji, kot so Top Atlet z športno prehrano pa z izotoničnimi napitki v določeni meri, podjetje Skot Slovenija in pa podjetje Olma iz Ljubljane, ki so nam tudi pomagali potem pri nagrajevanju tekmovalcev. Tako da smo potem za skupnimi močmi pripravili tudi v bistvu kompleten paket za enega udeleženca, da se nas ne spomni samo po trasi, po dobri volji, po prijaznosti, po lepih razgledih, ampak da ima še v bistvu nek materialen, bom rekel, spomin na takšno tekmo. In tako bo tudi na 4. Sigurno, ja. Bomo poskušali še kaj dodati, kaj izboljšati, potrudili se bomo maksimalno, vedno je še možnost za kakšen napredek, izboljšanje, in k temu bomo stremeli vsekakor. No, mi pa tudi brez večjih prekinitev smo prišli do cilja. Tokrat smo zmagali, zagotovo bomo zmagali tudi v kakšni naslednji oddaji. Za tokrat pa vama, prejšnjima gostoma, hvala za obisk v studiu. Kar nekaj stopnic je bilo, ampak za ultramaratonce pa to ni problem, ne? Ne. Hvala. Ok, hvala. Na teh kasetah so mnogi spomini. Ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite 041 989 446. Poskrbeli bomo za vaše spomine. Sledi še drugi del športne oddaje. Po daljšem premoru, deloma tudi zaradi evropskega prvenstva, konec leta na Švedskem je minuli vikend steklo nadaljevanje prvenstva prvi A ženski rokometni ligi. Zagorjanke, aktualne državne prvakinje, so gostile ekipo Aklimata s Ptuja in po precej boljši igri prepričljivo zmagale. Končni izid je bil 34-15. Več o tekmi pa v pogovoru z igralko Valentino Panger in trenerjem Bojanom Voglarjem. Valentina, iskrene čestitke za lepo zmago, za 7 zadetkov, pa ne nazadnje ne bomo povedala koliko, pa vendarle za tvoj rojstni dan. Ja, res je, najlepša hvala. Ja, super rezultat, super tekma. Na začetku se je verjetno videlo, da že dolgo nismo odigrali na prave tekme, ampak mislim, da smo hitro prišli v ta ritem, ki ga pač v bistvu mi rabimo, in je to naša igra. In mislim, da smo lahko danes zelo zadovoljni s prikazano igro. Dobila si priliko pravzaprav razen vratarka, igrala si na krilu pa na pivotu, na zadnji si dosegla položaja srednjega zunanjega. Ja, skoraj vse pozicije. Tako je, ko nam zmanjka kakšna igralka, je treba zapolniti luknje, in zakaj ne, če se da. Bila si na Evropskem prvenstvu, naj izkoristim tole priliko, igrala nisi ravno veliko, pa vendarle, kakšni so vtisi? Ja, izkušnja je zelo dobra. Evropsko prvenstvo je vendarle Evropsko prvenstvo na nekem višjem nivoju
in pač meni je bila vseeno čas, da sem bila tam za reprezentanco in mogoče bom še kdaj. Prvenstvo se nadaljuje, naslednjo nedeljo ali soboto igrate v Velenju. Ja, prvenstvo je v bistvu še dolgo, nismo še niti odigrali do konca prvega dela, zdaj mislim, da nas čaka ena lažja tekma z Velenjem, ampak kljub temu je treba iti v tekmo maksimalno, zato da pač izkoristimo ta prvi del v bistvu z skoraj vsemi točkami, pač razen zgubljenimi proti Krimu. Valentina, hvala za pogovor in srečno. Hvala vam. Torej po dobrem mesecu pa še nekaj nadaljevanje prvenstva. Ptujčanke so bile kar primeren tekmec. Ja, v bistvu, tako ste rekel, dolga pauza, treniraš, nekaj igraš pripravljalne tekme, v bistvu, ko pa priješ na prvenstveno tekmo, v bistvu ne veš točno, kje stojiš, ampak mislim, da je bilo v začetku tistih prvih 6-7 minut je bilo malo negotovosti, ampak potem smo se zbrali, odigrali tako znamo, naredili v prvem polčasu neko razliko, ki je lepo do konca pripeljali tekmo brez vsakih stresov ali karkoli. In zadnjih 10 minut priložnost še za igralke s klopi. Ja, super, da so tudi one dobile priložnost. Mogoče je bilo v tem delu malo manj priložnosti, ampak jaz upam, da tudi te tekme, ko sledijo, bodo dobile nekaj priložnost, da okusijo tudi take tekme, da dobijo izkušnje in da bodo lahko tudi potem nadaljevali. Lepo je navzlic poškodbe odigrala skoraj da 3/4 tekme. Kaj pa je s Čečkovo? Ja, vsaka čast Nataši, v soboto na prijateljskih tekmi vse sveti se je zvila Gležen, njen karakter res ta prav, Gležen ni fit, ampak ona je hotela igrati, hotela je pomagati ekipi in tukaj grejo vse čestitke. Nažalost je pa Katarina Čečkova prenehala z igranjem pri nas, ker pač je dobila službo in ima še ob službi fakulteto hčerko leto pa pol staro in je rekla, da je to prevelika obremenitev za njo. Tako da mi smo se zahvalili za vse, kar je dala v tem pol letu v klubu, da nam je pomagala, da smo tako visoko na lestvici, tako da ostali smo brez nje, ampak taki, ko smo in tako bomo tudi nadaljevali. Jaz upam, da pripeljemo prvenstvo do konca, tako smo začrtovali in verjamem v ekipo, dobri smo in dobro delamo, sam upam, da ne bo poškodb. Hvala lepa, tudi mi upamo tole slednjo, da ne bo do tega prišlo. Hvala vam. Za konec prispevka sobotne tekme v Zagorski dvorani, ki si jo je ogledalo le kakšnih 60 gledalcev, omenimo še najboljše strelke za domačo ekipo. Nina Ražem je bila z 8 zadetki prva strelka tekme. Valentina Pangar jih je dodala 7, po 5krat pa sta mrežo tekmic zatresli Jan Rebolj in Kaja Voglar. Košarkarji Hrastnika so v 12. krogu vzhodne skupine 3. lige pretrpeli prvi poraz. Na gostovanju v Ljubljani so jih zasluženo premagali košarkarji Ježice. Končni izid je bil 77-73 za Ljubljančane. Anej Nučič z 21 točkami je bil najboljši strelec v hrastniški zasedbi, za katero sta po 17 točk dodala še Dejan Godicelj in Matic Babič, ki pa je zaradi bolezni odigral le uvodni del tekme. Smučarski skakalci smučarskega kluba Zagorje na kljub temu, da sta poškodovana njihova članska reprezentanta Ernest Prislič in Andraž Pograjc, posegajo po stopničkah. To je uspelo na mednarodnem prizorišču v celinskem pokalu na tekmi v Garmisch-Partenkirchenu Miranu Zupančiču na prvi tekmi, ko je dosegel 3. mesto, na drugi pa je celo zmagal. Še skok na pokal Kokta, v Kranju na 55-metrski skakalnici je med dečki do 14 let Tara Stratnik osvojil 2. mesto, 5. je bil Miha Lipošek Ročnik in 7. Matija Prosenc. Med deklicami do 15 let je bila Lara Logar 6. Dan kasneje je v Kranju na 20-metrski skakalnici med dečki do 10 let Jurij Zagorec pristal na 34. mestu, med dečki do 11 let je bil Anej Raspotnik 2., 36. je bil Miha Žlov, med dekleti je bila Katarina Pirnovar 3., 7. Tinkara Mlekuš, 19. Maša Šuštar in 24. Neža Žlov.
V Samoborju pri Zagrebu je potekal 26. mednarodni karate turnir, na katerem je nastopilo več kot 2000 karateistov iz 27 držav. Trbovske barve so zastopali Barbara Haberl, Ervin Salkič, Domen Zidar, Ajdin Mujkanovič, Luka Ferlin, Luka Perc, Stefan Joksimovič in Blaž Hribovšek. Najboljši je bil tokrat Stefan, ki je tekmoval v kategoriji mlajših članov do 84 kg. Po zmagah v prvih 2 krogih je sledil poraz v 3. krogu proti kasnejšemu finalistu. V repasažu je najprej premagal Ukrajinca. V borbi za bronasto medaljo je vodil proti Madžaru 3:0, kar pa žal ni zadostovalo za zmago. Stefan se je tako moral zadovoljiti s 5. mestom. Po eno zmago sta dosegla Barbara in Blaž. 2 zmagi sta zabeležila tudi Luka Ferlin in Ajdin pri mladincih nad 76 kg. 3 zmage pa je dosegel Luka Perc. S tekmami 10. kroga se je pričel drugi del prvenstva v vseh republiških kegljaških ligah. Poglejmo si izide zasavskih predstavnikov. Prva A liga moški, Gorica Enemon Hrastnik 6:2, Litija 2001 Konjice 5:3. Prva B liga moški, Rudar Triglav 6:2, prva B liga ženske, Litija 2001 Ograjca 6:2, druga liga moški, Hrastnik Fužinar 2:6 ter Litija 2001 Soštanj 4:4. V zagorski Trim ligi v kegljanju pa so odigrali tekme 4. kroga. Krajevna skupnost Jože Marn 2, upokojenci 0:2, krajevna skupnost Rudnik Toplice, krajevna skupnost Jože Marn 1 0:2, odpisalni Alnex 0:2. Samimi zmagami v vodstvu Alnex. Preletimo izide 6. kroga zimske veteranske Trim lige malega nogometa, ki se je igral v Zagorju. Športno društvo Mlinše Tim Hrastnik 5:4, Almuhi Jerry ZGD 0:9, udarnik Luka Bar Polje 2:3, športno društvo Praprače Škoti Bekselbar 1:7 ter pizzerija Kukuca odpisani 4:3. Na prvo mesto se je prebila ekipa Jerry ZGD, drugo mesto pa si delita ekipi športnega društva Praprače in odpisani. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Srečno!